Občine soustanoviteljice Zavoda za turizem Maribor-Pohorje smo soočili z dejstvi, ki smo jih objavili včeraj. Gre za velike dolgove treh občin, približno 1 232 000 evrov. Od ustanovitve zavoda pa je dolg do njih poravnala samo mestna občina Maribor. Smo soustanovitelji zavoda, zavod do zdaj za nas ni naredil nič, zdaj tega tudi ne plačujemo njihovih stroškov in tudi v bodoče ne bomo plačevali, ko bojo pa delali projekte tudi za nas, pa bomo brez problema plačali vse stroške, ki bojo nastali zaradi tega, kar bojo naredili za nas. Torej, kljub temu, da zavod nič ne dela za njihovo občino, vseeno ne podpirajo razrešitve direktorice zavoda Vindiševe. Še več, promocijo in delo bi naj zavod opravil, oni pa bi plačali naknadno. Sprašujemo se, kdo bo založil denar. Bo ponovno to Maribor? In kaj se bo zgodilo, če ne bi bili zadovoljni s končnim produktom zavoda? Ne strinjamo se z razrešitvijo zaradi načina dela mariborske občine, ker so že menjali 5-6 direktorov občinske uprave, pa 5 direktorov na Nigradu, zaradi tega smo mi menjali. Kdo ti zdaj govori, da ona dela dobro ali pa slabo? Nihče o tem ne govori, razen mestna občina Maribor, ampak gre se za to, da treba zaustaviti to butasto zgodbo non-stopnih menjav. Kot kaže, se nekateri župani drugih občin ne strinjajo z delom župana Fištravca in zaradi tega prihaja do nesoglasij. Kdo pa se vmešava v njihovo delo in jih ocenjuje? Skladno z odločitvama občinskih svetov dveh izmed ustanoviteljic, občina Rače-Fram ter Hoče-Slivnica, je jasno, da so se izrekli, da direktorica svoje delo opravlja dobro in posledično tudi zavod, ki ga vodi. Glede na diskusijo svetnikov ni bila napisana nobena alternativa, ne? Bilo je v samem gradivu napisano, zakaj direktorica naj ne bi bila v redu, ni pa bilo neke alternative, neke vizije za naprej. Župan občine Starše na očitke dolgov tudi njihove občine za izjave danes ni bil dosegljiv, obljubljene pa smo dobili odgovore v naslednjem tednu. Je pa svoje stališče zagovarjal Soršak. Deleži se lahko določijo na osnovi števila prebivalcev, seveda morajo to potrditi občinski sveti, kar še niso. Občina Hoče-Slivnica pa nima nobenega dolga, vse plačuje skladno s terminskimi plani, tako da tudi ta dolg, ki je zračunan, je hipotetično, če bi bilo verjetno enkrat v preteklosti sprejeto, pa ne govorim, da je zdajšnje vodstvo krivo, to statut, zavod je nastal leta 2012 in od takrat do danes ni bilo urejeno s tem, tako da občina Hoče-Slivnica ni dolžna čisto nič. Očitno se županu Soršaku ne zdi nič spornega, da se Nine njegove podžupanje, ki je odstopila iz sveta Zavoda za turizem potem, ko je njen občinski svet zavzel stališče, da direktorica Vindiševa dela dobro. Mi smo imeli v predhodnih letih 2 do 4 seje na leto. Lani jih je bilo 10, od mojega prihoda 8. Gre za to, da je to nenormalno požiranje in odžiranje denarja in hkrati časa. Obrnili smo se tudi na Zavod za turizem in prosili za podatke izplačanih sejnin, a smo dobili izračune le za leto 2017. Skupno za vse občine, razen mestne občine Maribor, so znašale na posameznega člana malo manj kot 700 evrov bruto. Stanje najlepše opiše župan Ledinek. Pravice, sigurno, da imamo obveznosti, pa za delovanje zavoda mi ne bomo dali denarja, če za nas ta zavod ne dela nič. Kot kaže, pa bo morala mestna občina Maribor urediti, da se bodo druge ustanoviteljice zavedale, poleg svojih pravic, tudi svojih obveznosti.